Dober dan. Današnji dogodek je bil napovedan kot pogovor o Karlu Akutisu, za katerega je bila za nedeljo 27. aprila napovedana kanonizacija za svetnika, pa smo se zbrali v tednu žalovanja ob smrti papeža Frančiška, ob čemer je Vatikanski tiskovni urad tudi sporočil, da je Akutisova razglasitev za svetnika preložena. Kljub temu pa imamo o tem najmlajšem svetniku novega tisočletja, ki že navdihuje milijone po vsem svetu in ki je iz Evharistije naredil svojo avtocesto za nebesa, seveda kaj povedati. In zlasti danes, na Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, želimo predstaviti dve knjižni novosti. Gre torej za prevoda francoskih avtorjev. Marie in Jean-Baptiste Maillard sta avtorja slikanice za mlajše bralce z naslovom Povej mi tisto lepo zgodbo o Karlu Akutisu, ki jo je ilustrirala Clémence Meillet, prevedla pa Vesna Velkovrh-Vukilica, ki je danes tudi naša sogovornica. Dober dan. Po izobrazbi umetnostna zgodovinarka, delovala je tudi kot samostojna raziskovalka, urednica, novinarka. Predvsem vas poznamo pa kot prevajalko. Prevaja leposlovna, družboslovna dela iz angleščine, španščine, tudi italijanščine. Uveljavila se je z vrhunskimi prevodi slogovno in jezikovno najzahtevnejših del iz španščine in njeni prevodi so bili večkrat nagrajeni. Med drugim tudi Sovretovo nagrado in nagrado španskega veleposlaništva v Sloveniji. Biografijo o Karlu Akutisu Goreča duša s predgovorom Karlove matere Antonije Salzano Akutis pa je prevedel dr. Drago Karlo Cvirk. Dobrodošli. Teolog, pedagog, upokojeni profesor Teološke fakultete v Ljubljani, kjer je leta 1984 tudi doktoriral in bil profesor za osnovno bogoslovje, živa verstva in misiologijo. Danes pa je z nami tudi dr. Miran Sajovic, ravnatelj Salesijanske skupnosti na Rakovniku, ki sicer izvija iz župnije Teharje, iz Celjske škofije, torej študiral filozofijo in teologijo, bil leta 1999 posvečen v duhovnika, nato pa diplomiral še iz grščine in latinščine v Ljubljani, nato pa na Salesijanski papeški univerzi v Rimu, na Fakulteti za krščansko in klasično literaturo doktoriral in bil tam tudi profesor in mislim, da 3 mandate njen dekan. Dr. Sajovic, uvodoma seveda ne moramo mimo smrti papeža Frančiška, priprav na njegov pogreb in pa tudi na novi konklave. Ko je decembra 2022 umrl papež Benedikt XVI, ste bili v Rimu, bili ste tudi na njegovem pogrebu januarja 2023. In čeprav je leta 2013 odstopil kot papež, verjetno njegovega pogreba ne moremo čisto primerjati s Frančiškovim, pa tudi glede na pogreb prejšnjih papežev bo verjetno kar nekaj razlik, predvsem na željo, zaradi želje papeža Frančiška. Kaj se te dni v resnici dogaja v Rimu, v Vatikanu, kaj lahko pričakujemo? Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Seveda jaz nisem v Rimu, malo spremljam, tako kot vsi drugi, po televiziji ali po radiju, tudi kakšen e-mail. Torej vse nas je gotovo malo presenetila, pa verjetno tudi pretresla smrt papeža Frančiška, ker smo ga videli še v nedeljo, da je podelil svoj, lahko zdaj rečemo, zadnji blagoslov Urbi et Orbi, torej mestu in svetu, in se potem še celo zapeljal med množico, tako da zadnje besede naj bi bile svojemu asistentu, ki ga je vozil, da smo pravzaprav zahvalil za to, da ga je peljal še na trg. Se je pa videlo, da je zelo utrujen. Ta novica je kar vidim pretresla krščanski svet. Seveda, zdaj pa stečejo vsi tisti postopki, ki so predvideni. Res je, da je papež Frančišek si zaželel pogreb ne mogočnika, ampak rimskega škofa pastirja. In na tem zdaj vse, bi rekel, igra. Torej ne bo njegovo truplo tako slovesno izpostavljeno, kot so to nekoč
izpostavljali na pare, ampak ga bodo kar takoj položili v trugo in samo eno trugo. Naprej je bilo to več trug. Druga stvar, ugotavljanje smrti, ki je poseben obred, ni več na mrliški posteli, ampak je bilo v kapeli, potem ko je bil že položen v grob, v krsto. Seveda v prednost imajo, da se od njega poslovijo kardinali in tisti, ki delajo v kuri, in to je bilo včeraj, ko je ležal še v kapeli Svete Marte. Danes so ga pa že prenesli v Vatikansko baziliko Svetega Petra in je zdaj, kot rečemo po domače, na parah in se lahko od njega poslovijo tudi vsi tisti, ki se znajdejo ali ki bodo prišli v večno mesto. Torej bo ves dan, bo možno tja do polnoči, sem videl, se pokloniti, pokropiti, moliti za pokojnega papeža do petka polnoči, ker potem v soboto je pa pogreb. Izrecna želja papeža je bila, da ne bi bil pokopan v Vatikanu, ampak v baziliki Marije Snežne, ki je tudi zelo povezana z nami Slovenci, tako da ga bodo potem prepeljali, ne vem, ali bo to sprevod, pa kako, glavno bo pokopan tam čisto blizu te kapele Marija Salus Populi Romani. Sveda, potem pa pride tisto 9-dnevno žalovanje, to je se lepo ostalo, in ko pa bo to minilo, potem pa seveda kardinali začenjajo svoja srečevanja, tako imenovane kongregacije, v katerih lahko vsi kardinali posežejo, tudi tisti, ki potem ne volijo svetega očeta, in razpravljajo, kaj so problemi v cerkvi, kakšen naj bi bil novi papež, na kaj naj bi bil pozoren in tako dalje. In ko so te kongregacije zaključene, potem pride ta slavni konklave, da se zaklenejo pravzaprav in sami 135, no zdaj sem slišal, da 2 kardinala sta se odpovedala zaradi bolezni, tako da je to kar veliko število kardinalov, več kot 100 je takšnih, ki jih je imenoval Sveti Oče. In potem seveda molitev, premišljevanje, Sveti Duh, pa seveda tudi človeški dejavnik in bomo potem pričakovali novega papeža, izvolitev novega papeža. Torej jaz bi rekel čisto tako, ne sledimo preveč temle medijem, ki že izbirajo novega papeža, še tega nismo pokopali, pa že izbirajo, kdo so kandidati, ampak bodimo tako kot z vsakim pokojnim v molitvi za pokoj njegove duše, za božje usmiljenje, za večni pokoj, molimo, če je mogoče se udeležimo svetih maš, ki bodo po župnijah, tudi po stolnicah bodo, tudi kakšna privatna molitev, da se res kot kristjani poslovimo od svojega duhovnega očeta. Ko bo prišel čas, bomo pa molili čas Svetemu Duhu pa za izvolitev novega papeža in ga seveda potem podpirali, tako kot vse papeže, tudi novega papeža v svojo molitve in tako dalje. Razumljivo je, da brez vrhovnega vodje tudi razglasitve novega svetnika v cerkvi seveda ne mora biti, tako je naneslo, ampak zanimivo, Karlu Akutisu se je nekaj skoraj podobnega že zgodilo. Papež Frančišek je februarja 2020 izdal dekret o beatifikaciji tega računalniškega genija, ki bi se morala zgoditi 20. aprila, a je bila zaradi pandemije covida prav tako prestavljena na jesen, tako da je bil za blaženega razglašen v Assiziju 10. oktobra 2020. In seveda ne dvomimo, da bo čast oltarja vendarle dosegel v tem svetem jubilejnem letu, kot načrtovano, z njim boste pač povezani očitno imeni 2 papežev. Ampak spomnimo najprej, kdo je bil Karel Akutis v slovenščini, po sklepu tudi škofovske konference se uveljavlja ime Karel. Fantek je ob njegovem rojstvu babica zaklicala 3. maja 1991 ob 11:45 na londonski kliniki Portland.
Rodil se je italijanskim staršem in svojih 15 let življenja nato preživel v Milanu ter na številnih popotovanjih z družino. Na videz povsem navaden deček, ki se je rodil torej hkrati nekako s slovensko državo pred 34 leti, da je bil pri svojih 15 letih, torej leta 2006, nenadoma hudo zbolel za levkemijo in umrl. Torej mladenič, ki bo letos komaj 19 let po smrti razglašen za svetnika. Zdi se, da je to vendarle zelo hitro. Človek, ki je živel v naši soseščini, v našem času, v naših razmerah. Svetniki torej niso le bitja iz legend, ki jih spoznavamo po hagiografijah iz nekih oddaljenih časov, ampak nastajajo tudi danes. Živijo med nami, pričajo o neposrednih, živih posegih Boga v naša življenja, o Božji živi vse prisotnosti tudi danes. Pa mogoče, gospod Drago Cvirk, ko sem vas povabila k prevajanju tega dela, ste povedali, da vas vaše dekleta sprašujejo o Karlu Acutisu, 3 hčerke imate, da se zanj zanimajo, da ga že poznajo in da bo to tudi za vas odlična priložnost, da se seznanite s tem mladim, blaženim, kmalu svetnikom. Kako ste ga vi doživeli, kaj iz tega mladega življenja se je vas dotaknilo, oziroma če nam ga morda tako na kratko skozi njegovo mlado življenje malce predstavite. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Bil sem kar vesel, ko sem tole dobil za prevajati, ravno zaradi mojih deklet. To je zdaj 9, 11 pa 13 let, so stare in seveda največji problem pri hiši je, ker nimajo telefona pa računalnika. Imajo pa knjig, kolikor hočejo in hvala Bogu pridno berejo. Večji 2 sta že prebrali moj prevod, ena je odkrila napako, ki jo bom pač moral izdati. Na zadnji strani piše, da je umrl leta 2016, moral bi pa biti 2006. Potem drugo napako je pa našla te srednja, zdaj pa ne vem, a je napaka in nisem šel preverjati. Tu nekje na 30. strani Lego kocki piše skupaj. Je prav tako. A je prav? Pa je. Nisem bil sigurno, se rekel, bom pogledal, pa nisem pogledal, zdaj sem pa jaz vedel. Upam, da si ne domišljate, da je to edina napaka, čeprav to v resnici ni napaka. Če je samo na videza napaka v tej knjigi, hvala Bogu. Vse ste se veliko namučili, da ste to goščavo napak počistili. Zdi se mi ena stvar, bo zdaj vzel eno prispodobo. Karl je imel rad malo Tereziko, ki je svetnica iz začetka prejšnjega stoletja, pa je šla, pa se je zaprla v samostan in je iz samostana izžarevala to izjemno energijo, ki je dobivala v veri, v ljubezni do Boga in nekako je postala, bi rekel, svetnica 20. stoletja, zanimiva za mnoge ljudi. Zdi se mi, da je možnost za Karla, da postane pa en tak svetnik 21. stoletja, šel pa obratno pot. Že začetek je malo drugačen. Povedala ste, rodil se je v Londonu italijanskim staršem, ki pa so bili tam zaradi biznisa in torej mu je padla sekira v med in bi lahko ostal v tistem svetu in bi bil tak otrok, kot je večina otrok danes na zahodu. Ugodil, nagodil, brez posebne pozornosti do soljudi, zdaj pa z novimi tehnologijami tudi kar lepo shajajo, brez odnosov z drugimi, ker imajo vse na računalniku ali pa na telefonu. Torej, tukaj pa je ta mladenič ravno pa svetnik odnosov. Ves čas je stopal v odnose z drugimi, ne glede na stan, položaj, premoženje in tako naprej.
In kako je do tega prišlo, da izstopa po sposobnosti ustvarjanja odnosov, gojitve odnosov, te pozornosti, ne samo do soljudi, ampak tudi vidimo v knjigi do živali, do narave, do kulturne dediščine. Ker cerkve ga niso mikale samo zaradi posebne božje navzočnosti in evharistije, ampak tudi zaradi lepote, pri katere se tudi prihaja do Boga in do ljudi. Kaj ga je delalo tisto posebnega? Dejansko ta najbolj temeljni odnos, ki je odnos do Boga. V tega ga je popeljala ena študentka, Poljakinja, Beata, če se ne motim, in bi rekel, skozi vero, skozi ta odnos do Boga je on to medico, v kateri je plaval s svojim rojstvom in po svojem okolju, je iz tega ven splaval, da je šel med ljudi. Ker tisto, kar on pokaže, je ravno to, da ves čas Jezus nas vabi k drugim. In če ti enkrat hočeš malo se približati Bogu, se moraš nujno obrnati k Božji podobi človeku. Se moraš nujno obrnati stvarstvo okrog tebe, ki nosi pečat svojega stvarnika. In danes je to izjemno težko videti. Malo smo se pogovarjali prejle tamle v zakulisju, kako težko danes ljudje zaznajo čudež. Tule noter bomo skozi srečevali čudeže v njegovem življenju in ki so jih njegovi življenjepisci tudi registrirala kot fioreti, kot cvetke. Vidite, problem je, da danes mi več ne znamo, splošna miselnost ne zna videti cvetk, ne zna videti rožic življenjskih veliko, ne zna videti kak dar je življenje in se nad tem čudi. Zato ni več čudežev, imamo občutek, da nam vse pripada. Meni vse pripada, vse mi morajo dati, vsi mi morajo streči, vsi morajo biti na moje strani, vsi morajo tudi misliti tako kot jaz. Vse, če ne pa, ali so pokvarjeni, so barabe, ali pa niso ljudje, ali pa kaj sve kaj. In jaz sem pa žrtev, ker mi vsega ne dajo, vsega mi ne prinesejo, pa bi mi morali. Ne znamo se več čuditi. In če je v čem zanimiv Karl Acutis, je pa ravno v tem, da je vsem videl čudež, ali pa čudo se je nad vsem, kako to, da sem srečal tega, kako to, da je ta krasen človek, kako to, da lahko temu pomagam, kako to, da sem prejel ta dar in to pozornost. Se pravi, vera ga pelje v nenehne odnose in v nenehno čudenje. Delali so si norce, to so se v 19. stoletju zmislili, da so kristijani tako zaostali, da si predstavljajo, da je svet ravn. To je pač bilo čisto potikanje. Sam danes je pa svet res postal ravn, dolgočasen, v njem se nič ne dogaja. Razen seveda, če si veren, potem pa imaš oči, ki vidijo čudeže, ki vidijo raznolikost, ki vidijo te cvetke, s katerimi je ta knjiga posejana. In v tem jaz mislim, da je možnost in priložnost, da bomo se naveličali dolgočasnega sveta. Bomo spet odkrili, da je čudež. In ravno tako mladino, da je čudež in da nam je vse podarjeno. Da držijo besede, kaj pa imaš,
česar nisi prejel, kot pravi sveti Pavel. A ne? In če bomo počasi spet prišli do podobnih uvidov, je Karel gotov tisti, ki nam lahko na tej poti odkrivanja čudesnosti sveta, obstoja, življenja, vsega, kar je, in da bomo veseli in vzhičeni na tem, nam lahko on pomaga. In zato jaz mislim, da lahko pa on postane svetnik 21. stoletja. Ker nam bo spet, veste, mi smo zdaj omreženi, ne? Ta posebej mladina pa si želi biti tudi omrežena, iti v ta tehnološki svet, elektronski svet, to jih mika, ker to je v bistvu dokaj lahek svet, občutek imaš, da vse obvladaš, brez posebnega napora. Medtem ko to je ena mreža, ampak ni naporna. Medtem ko mreža medčloveških odnosov je pa izjemno naporna. Zahteva ne, da ti vklopiš v elektriko, pa mašina laufa, pa vse laufa, si omrežen, ampak moraš to energijo ti vlagati v odnose, da to omrežje medčloveško funkcionira. Če ti sebe ne vstaviš v to, je mrak, je mrk. A ne, ta energija duhovna, ki jo daje recimo vera, upanje in ljubezen, je tisto. Zdaj pa, da to lahko delaš, ne, je pa treba se angažirati v to globoko stvar, ki pač kristjani rečemo hoja za Jezusom. Ne, to te pa pripelje tako daleč, da spoznaš resničnost tistega, da ni večji ljubezni, kakor je ta, če kdo da svoje življenje za svojega prijatelja. Da si torej ti omrežen na ta način, kjer darovanje iz hvaležnosti, ker si vse prejel, postaja tvoj način življenja, dihanja, ravnanja. In jaz se čudim, ne tukajle, da je ta fant tako že od otroštva naprej imel takšne uvide. Marsikaj je tudi meni odprl, jaz sem rekel, pa kako je to mogoče. Ampak ravno v tem svetu elektronskega omrežja je treba nazaj vzpostaviti zavezo, novo zavezo. To mogoče. Ja, prav, ne, tako ko ste o odnosih govorili, samo predstavljam si lahko, kako težko je bilo staršem, mami, Antoniji, imeti svetnika za sina. Če je otrok star, ne vem, 5, 6, 7, 8 let, pa greš z njim po ulici, ne, ko se ti kam mudi, pa na cesti zagleda berača in se zmeraj ustavi in se z njim pogovarja in zahteva, da se vrneš domov, da mu lahko nese topel obrok, ali pa da ga želi obiskati v bolnišnici in mu nesti pižamo. Ali pa da živali, ki jih zagleda, želi nesti domov, ne? Ali pa da pred mamo skriva slaščice, ker ve, da to zanjo ni dobro. Kako naporno je živeti s takim otrokom, ki ti na vsakem koraku zbuja vest, pa veš, da dela prav. Ne? In se samo čudiš, kakšnim zgibom sledi in kako v njem prepoznavaš to svetništvo. Ne? Takšen je bil namreč Karel. Ne? Ugotavljamo, da je sledil pravzaprav zelo preprostim zgibom. Ne, tudi če zdaj razmišljamo o papežu Frančišku, pokorščine, bližine najbolj ubogim, ko vsem je pristopal kot enakim, enakovrednim, kot ljudem, vseh je videl preprosto ljudi, ne glede na to, da je sam izhajal iz premožne družine, kot ste že sami rekli. Ne. V teh knjigah beremo, ne, to je tisto, kar mislim, da te potem, ko enkrat prebereš eno ali drugo, nikoli ne pusti več enakega, nikakor neravnodušnega, ki te pretresa, ker ugotoviš, da je to fant, ki je naš rojak, živel z nami. Ne. O tem, ko mu je poljska varuška prvič predstavila Marijo, vero, ga prvič peljala k sveti maši, kjer je odkril Evharistijo in nikoli ni več bil enak. Ne. No, to se meni posebej zdi zanimivo, recimo. Ne, Gospa Vesna, kaj je tisto, kar je vas recimo nagovarjalo?
v bistvu je ogromno povedal že Drago, ampak to, da je res, ta otrok je bil čudež od samega začetka. Mislim, v tem smislu, njegovi starši niso bili verni. Ne? Torej, to po eni strani me svojo radoživostjo spominja in na malo Teresko, ki je bila taka kot otrok, in na veliko Terezijo, ki je bila ravno taka kot otrok. Ampak ona dve sta izhajali iz vernega okolja. On pa ne. In je pri 3 letih, recimo, ali 4 letih, ki mu je Agata dala roženvenca, ne samo, da ga je navdušen sprejel, pa je očitno razumel, ampak ta človeček je razumel transubstanciacijo, ki je še danes kakšni odrasli ne verjamejo vanjo. On je pa to pri 4-5 letih ne samo verjel, ampak dojel in to potem udejanjal, tako da je hodil recimo vsak dan k maši, zato da je lahko vsak dan prejel Kristusovo telo, ker je to čutil, to je bilo za njega blaženo, sprejeti Kristusovo telo in je mami govoril, mama, kako je to čudovita, ne? Mama pa nič razumela takrat še, ne? To je šele pozneje prišla do tega prek njega. Tako da po eni strani ti to kaže, da očitno se ne rodimo kot tabula rasa. Očitno prinesemo na svet stvari, ki so nam dane od drugod, ne samo od staršev, pa od genov, ne? Ampak to je pač skrivnost. In po drugi strani pa, ja, on je udejanjil, njegov zgled je po svoje zelo preprost. On sam ni bil preprost, če pogledamo, ne, s temi svojimi darovi, nenavadnimi darovi. Ampak to način, kako je on udejanjil, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. To je pa udejanjil vsak dan na tako nedvoumne in obenem preproste načine, da ravno zaradi tega lahko zgled vsakmu, brez izgovora. Tako da se mi zdi, da bo nagovoril tudi v tej knjigi, ki je kakor za otroke, ne, ali pa recimo tudi za mlajše najstnike. Mislim, da bi tudi starši, da bodo imeli korist od tega, če to naprej preberejo. Čudovito je to, kako je bil on tudi, mislim, krasen zgled se mi zdi zato, ker ni bil, kot piše v tej knjigi, kakšen duhamoren pobožnjakar, kot radi prikazujejo na splošno, sploh kristjane. V resnici vemo, da kristjana ne bi prepoznal po nasmehu, po večnem nasmehu, ampak ja, velikrat ni tako, to je res, ampak Karlo je bil dejansko vesel otrok, je žarel od veselja nad tem čudežem življenja najbrž. In s tem je čudovit zgled. Ni ti treba biti zamorjen, zato da hodiš vsak dan cerkev, pa prejemaš Kristusovo telo. Ni treba biti zamorjen, da ti uveljavljaš, udejanjaš to najbolj preprosto in obenem najtežje izvedljivo pravilo vseh verstev, ljubi bližnjega kot samega sebe. On kaže, da se to da in da se to da z veseljem in da to ne bogati samo tistega, ki daje, tistega, ki prejema, temveč tistega, ki daje. Največ, kar imamo, je tisto, kar damo. Ja, težko že kaj povem, ampak ker je bilo že toliko povedan, krasno, ampak ja, čudovit zgled. Mogoče še en tak čisto preprost primer, ker ravno govorite o tem, da ni bil kak pobožnjak. Čisto preproste stvari so se mu dogajali, ampak ko jih zdaj gledamo nazaj, starši so jih doživljali že ob njem, ampak ko o tem beremo, te pa res nagovorijo. Naprimer ta preprosta vožnja z ladjico po morju, z dečkovo barčico, ker si on samo želel, da bi kakšnega delfina videl. Pa v resnici na glas tega nikoli ni povedal, ampak v nekem trenutku jih je obdala jata na desetine in desetine delfinov, ki so skakali iz morja in seveda vse osupnili in dedek je bil izkušen mornar, veliko preživel na morju, nikoli tega prej ni videl. Potem, ko se je mama z njim zvečer doma pogovarjala, je zaupal, veš, Jezusa sem prosil. Pravi, kako to misliš, kako čudovito, Pravi, ne, Jezus je čudovit. To so take stvari, taki uvidi, ki te pri otroku preprosto morajo sesuti in ti grejo zdaj mravljinci, ko bereš te stvari za nazaj. Tako da to zgodba je zgodba istih avtorjev, prilagojena za mlajše bralce, opremljena tudi s čudovitimi realističnimi, zgovornimi ilustracijami.
pa vendarle, ja, kot ste rekli, ne gre za kakšno kratko besedilo, ga je tudi kar obilo in je bil tudi kar zalogaj. Karlova zgodba je pač zgovorna. Ja. Seveda si pa spet lahko samo predstavljamo, kaj je ob bolniški postelji doživljala njegova mama, ko je po tako nenavadnem življenju izgubila edinega otroka. Karel je namreč 2. oktobra 2006 najprej zbolel, seveda so najprej vsi mislili, da gre za preprosto gripo. 6 dni kasneje so mu diagnosticirali akutno levkemijo in takrat je materi v bolnišnici dejal z nasmehom na obrazu: pripravi se, da od tod ne pridem živ. Ali pa ko je 10. oktobra sam zaprosil za bolniško maziljenje in sveto Evharistijo in v tistih dneh izrekel besede: vse svoje trpljenje želim podariti za Gospoda, za papeža in za cerkev, nočem biti ovice, hočem naravnost v nebesa. To je trdno verjel, zato je Jezusa prosil in očitno, več kot očitno ga je Bog uslišal. Naslednjega dne je doživel možganske krvavitve in tudi to je nekoč mimogrede v pogovoru s svojim hišnim skrbnikom omenil, da bo umrl zaradi krvi v možganih, ko je bil še čisto majhen otrok. Ja, tukaj piše, da je mama tudi, da se tega spominja, da je rekel, tako je bil star 3 leta, je rekel, jaz bom umrl, in to je rekel smehu, jaz bom pa umrl zaradi preveč krvi v možganih. In tako se je Ja, 12. oktobra tudi res zgodilo. Ja. In tisti, ki so ga poznali, niso dvomili v to, da je šel res neposredno v nebesa in kot kaže, je to potrdil številnim tudi po svoji smrti. Dr. Sajovic, med prazniki smo med drugim na televiziji lahko spremljali tudi dokumentarec o Marijinih prikazovanjih Bernardki Lurški in o Lurdu, o teh prikazovanjih in o čudežnih ozdravljenjih, ki jih je verjetno na tisoče, na stotine, ampak cerkev je od prvega prikazanja Device Marije Bernardki leta 1858 priznala, mislim, da 70 takih čudežev. Ampak ta prikazovanja, tako so povedali, so uradno priznana na podlagi stotine in stotine zdravnikov, ki so proučevali posamezne tehne primere in za katere so nedvomno in 100% potrdili, da za njih z trenutno razpoložljivimi sredstvi zdravstvena, zdravniška, medicinska ozdravitev ne bi bila mogoča. Cerkev jih takrat lahko po svoje poimenuje čudeži. 2 sta bila potrebna za to, da se je začela kanonizacija za Karla Akutisa za svetnika, pa vas prosim, da nam malček razjasnite, kaj zdaj to pomeni, kaj je potrebno, kakšni so ti cerkveni postopki, kako vemo, da je nekaj čudež, a ni že samo po sebi kontradiktorno, da dokazujemo čudeže znanstveno, kaj pomeni blaženi svetnik, kanonizacija, beatifikacija. Ja, ko sem zdaj poslušal oba moja sogovornika tukaj, mi je prišel na misel sveti papež Janez Pavel II, njegova knjiga, mislim, da je napisal pričevanje ob 50-letnici mašništva z naslovom, mislim, da v slovenščini tako Skrivnost in dar, ali pa dar in skrivnost. In se mi zdi, da je to vsak svetnik po svoje. Je nekaj skrivnostnega in je dar za celotno cerkev, za vsakogar izmed nas. Zdaj, mogoče je dobro, da spomnim en tak velik prispevek, ki ga je dal drugi Vatikanski koncil, po moje je, da je nas, torej vsakega kristjana spomnil, da smo poklicani k svetosti. In da je to tak najlepši dar, ki ga lahko kristjani dosežemo, ne glede na to, ali bomo uradno razglašeni za svetnika ali ne. Torej, v tem primeru blaženega Karla Akutisa imamo svetnika mladca, mladeniča. In to nam dokazuje, da je cerkev zelo radovitna v vseh letih, od najmlajših, najstnikov, študentov, zdaj avgusta bo tudi razglašen en študent za svetnika, en italijanski mladenič, potem pa seveda tudi odrasli, starejši in tako dalje. No in to je zame resno tako lepo povabilo, da res razmišljamo, kako pa jaz lahko živim svetost na moj način. Ali pa tukaj smo na Rakovniku pred kratkim,
imeli tragičen dogodek, ko je umrla Lucija Marija Kastelec, pa zdaj vidimo, ko prihajajo ven tudi njeni zapiski, kako je ta deklica že bila zrela. No, zelo zrela za nebesa in tako naprej. Dobro, ja, kaj cerkev? Cerkev začne, če je neki sluh svetosti. A ne, če se govori med kristjani, ta, ki je umrl, je pa res nekaj posebnega, nekaj izrednega, bodi si zaradi svojega življenja, ker je herojsko živel v določene kreposti, ali ker je dal življenje za druge in tako naprej. In seveda, zdaj cerkev že ima kar nekaj stoletij, dokaj bi lahko rekel strog postopek in govorimo o tako imenovani škofijski ravni ali fazi, pa o rimski fazi. In seveda, predno se sploh začne tak postopek, mora priti dovoljenje oziroma se strinjamo iz Rima, mi rečemo placet, in potem tale kandidat je nekako imenovan kot božji služabnik in seveda je kar zahteven postopek. Prvič mora biti imenovan postulator, ki vodi ta postopek, potem so pa komisije, zgodovinska, teološka in pa priče. In to se zelo natančno za prisečene priče in se potem seveda jasen vprašalnik za te priče in potem to predelujejo vso to zapuščino, vse to, kar je v zvezi s tem svetniškim kandidatom. V nekem trenutku, če gre ta proces skozi, ta postopek, ni nujno, da gre vsak, torej če se srečno konča, se potem slovesno zaključi na škofijski ravni in se to preda, bi rekel, Rimu. Jaz sem bil malo zraven deloma, bodi si kot priča, pa potem tudi, ko so v Rim prinesli tole dokumentacijo za našega božjega služabnika Andreja Majcna, zelo veliko gradiva. In seveda to se potem preda, zdaj se to imenuje dikasterij, in tam spremlja vso to dokumentacijo, ki je zelo natančno, vse je označeno, določeno in tako naprej. In potem se pa mora izdelati tako imenovana pozicija. To je pa povzetek vsega tega, kar se je ugotovilo na škofijski ravni. Vse, ne vem, po škatli gradiva, ampak to gre za eno tako, bomo rekli, malo bolj debelo knjigo, pozicija, ki mora biti zdaj po določenih pravilih vse napisano, zopet dokumentirano, in to potem dobijo pa v roke, bi rekel, pa rimske komisije. Teologi morajo prebrati, zgodovinari, škofje, pa kardinali, in to potem na koncu pride do svetega očeta, ki odloči, seveda, če je postopek srečen. V Rimu sem sedel s profesori, ki so brali te knjige, nekako cel kup, in to je kar malo mukotrpno delo, pa še srečanje, ker se pogovarjajo, glasujejo in tako naprej. Je bil en primer svetniškega kandidata, prišel, mislim, v enih teh faz. In seveda vsi so bili prepričani o njegovi svetosti, ampak imel pa eno pričevanje o odpuščanju. In on na smrtni postelji ni nekomu odpustil, se obrnil stran. In postopek je bil takoj ustavljen. Torej, hočem povedati, ti postopki so zelo strogi. Ja. Recimo, zdaj trenutno sem tle šel iskat, imajo v Rimu na dikasteriju, imajo, mislim, da okoli 1500 teh procesov v obdelavi. Od leta 1969 do 2020 je bilo razglašenih za svetnike 1479 svetnikov in 3003 blaženih. Tako da veste, ampak oni pravijo, to so zelo zamudni procesi. Seveda, sveti oče pa lahko tudi kakšen postopek pospeši. In mislim, da je to kole bilo pri Karlu Acutisu, pa še pri kakšnih drugih svetnikih, ko papež pač malo vidi, tale figura bi bila pa primerna v tem času, da nagovori kristjane.
No in potem greva tukaj še tisti čudeži, za blaženega se zahteva en čudež, pa za svetništvo zopet en čudež, seveda to gre pa zopet čez zdravniško komisijo in zelo natančno. Tako da, ja. No, kar je pomembno, je to, da ljudstvo se navdihuje v tej zgledi, da se njemu priporoča, da je rekel neko tako ljudsko gibanje. Če tega ljudskega gibanja ni, je zelo težko, otežen proces, tako bi rekel. Ja, ja točno. Zato, torej, beatifikacija pomeni, da Karlo je v nebesih, da lahko zdravi ljudi, ki molijo zanj, in tudi zato so ga zaradi širjenja krščanstva tudi na internetu že poimenovali Božji vplivnež. Ja. In če mogoče samo spomnimo, torej 12. oktobra 2006 je Karlo umrl oziroma se rodil za nebesa. In natanko 6 let kasneje se je v milanski škofiji uradno začel postopek za njegovo beatifikacijo in je dobil naziv Božji služabnik. Še 6 let kasneje ga je papež Frančišek razglasil za častitljivega Božjega služabnika, se pravi kot uradno potrjen. 21. februarja 2020 je papež Frančišek priznal prvi čudež, ki je potem tlakoval pot njegove beatifikacije, ki je bila razglašena za blaženega, torej 10. oktobra 2020, prav na današnji, en mesec je razlike. 23. maja 2024 pa je papež uradno priznal še drugi čudež in za letošnje leto napovedal tudi kanonizacijo za svetnika. Gospod Drago, mogoče kakšna beseda o teh dveh čudežih, zakaj sta tako posebna, kaj se je pri prvem in kaj pri drugem zgodilo? Zdaj pri prvem je šlo za, obeh primerih gre za ozdravitev, bi rekel, zgubljenih primerov. Medicina ni mogla več ukrepati, ne v prvem primeru zaradi bolezni dečka, zdaj bolezen. Matijas Jatrebošne slinovke, ne? Aha, okej. To malo pozabil že. Ja, če se prav spomnim, ravno v tistem času, ko so mu že napovedali, da nobene ozdravitve ne bo, deček je vidno hiral, so pa v njihovo župnijo, v Braziliji je bilo to, prinesli relikvije blaženega Karla Akutisa. Njegova družina je z dečkom vred prišla moliti pred te relikvije in v trenutku, ko je deček prišel pred relikvije, je sam v sebi začutil, da je ozdravljen, in ta ozdravitev je bila hipna in je bila popolna, in po poti domov je že povedal, kaj vse želi jesti, kaj ničesar ni smel jesti zaradi stroge diete in bolezni, in to je bila ta prva stvar, kjer zdravniki niso imeli nobene razlage medicinske. Ja, drugo je pa bilo za svetost, je bilo pa čudež v Italiji pri nesreči s kolesom, poškodbe, ko ni bilo več upanja, da bi študentka, mislim, da je bila, preživela, in njena mama se je priporočila Karlu in na veliko presenečenje zdravnikov je ona hitro ukrevala in začela potem čisto normalno funkcionirati. Zdaj, zanimivo, na splošno pri svetnikih se vedno zahteva ta čudež, veliko zahteva. Večinsko je čudež ozdravljenje. Se je tudi Jezus ozdravljal, sam se je pa vendarle poudarek pri svetosti, kot je že Miran nakazal, v bistvu prenesel iz teh čudežnih enkratnih dogodkov na največji čudež, to pa je moralni lik te osebe, o kateri se govori. Veste, na začetku stoletja še je bil strahovit spor med teologi, pa tudi v cerkvenih vrhovih v zvezi s čudeži, ali so čudeži bistveni za svetost, ali pa ta moralni lik. In tudi pri nas je recimo dr. Žakelj, stric od tega poslanca, bil je lazarist, delal doktorat pred vojno o moralnem čudežu pri Jezusu,
kjer je govoril pa dokazoval, da je Jezus pomemben zaradi njega osebno, njegovega delovanja, ne pa zaradi posameznih ozdravitev. In sta se tukaj profesor Grivc, pa ne vem, da je bil drugi pri dizertaciji, skregala in je potem eden od teh dveh Žakla tožil v Rim, da širi herezo, da je Jezusov lik osebnost pomembnejša od njegovih čudežev. Ne? Ta obrat se je pol zgodil počasi, da smo prišli nazaj te velike ideje, ne? Pomemben je življenjski zgled, to je največji čudež. In točno tukaj je tisto, kar je tako zanimivo, kar bo Karla naredil privlačnega. Bi rekel, dejanski tile čudeži, ki se dogajajo, ali pa čudežni dogodki, ali pa presenetljivi dogodki, ko se k njemu kdo zateče, so pa, ne bom rekel, kolateralna škoda, ampak so kolateralna korist. A ne? Ti pa res koristijo, če tebe potegne njegov zgled, da tudi ti najdeš svojo pot za Jezusom. To je pol tisto, kar je najbolj pomembno. Ne pa enkratni dogodek, za katerega si res lahko hvaležen, zelo hvaležen, ampak hvaležnost najbolj pokažeš, da vztrajaš v hoji za Kristusom. Čudeže potrebujemo ljudje, Bog pa od nas potrebuje, da smo svetniki, svetniški, ne? Da živimo tako. Tako res pretresljivo je tisto, kar je pri tem fantu, je njegova zrelost, ko je pri 15 letih tako dobro poznal vero, se že kot deček zaljubil v Evharistijo, pobožno vzgojil tudi do Marije, bil katehet najstnikom, znal predati vero ne samo preko osebnih srečanj, ampak tudi spretno uporabil za to tehnologijo, postavil tudi spletno stran o evharističnih čudežih, ki so ga tako zelo nagovarjali, ki je opotovala svet, torej človek je res živel svojo vero v polnosti in pri vsem seveda ne smemo pozabiti. To je bil fant, ki je umrl star komaj 15 let. In ravno zaradi tega, ker je umrl star 15 let, se mi zdi, da bo to dodatno koristilo svetu. Zaradi tega, ker mediji, ki vemo, kako delujejo, zaradi svoje ekstremne mladosti bo privlačna kost za medije, da se tako izrazim, in so prisiljeni na en način pisati o njem, ker je atrakcija. In prek tega, da postane atrakcija in več pišejo o njem, bo dosegel mogoče tudi take, ki jih sicer ne bi, to hočem reči prek medijev, ker vendarle mediji zelo veliko krojijo, pogled na svet. Tudi to, da recimo, ne vem, da nič ni čudež, zato so v glavnem tudi mediji krivi, In to je krasno, da je ta fant, ki je očitno opravil svoje delo na tem svetu, bo zaradi tega postal toliko bolj atraktiven za medije, ki bodo s tem hočeš nočeš širili njegovo sporočilo in njegov zgled. In zelo se širi po svetu, tudi številna pričevanja, ki jih v knjigi lahko beremo, govorijo o zgodbe nepovezane, pa se skrati zgodijo po vsem svetu, o številnih milostih, da ne rečemo ravno čudežih, ki se zgodijo na njegovo priprošnjo, pa vendar ne to, kar ste omenili, gospa Vesna, internet, nov medij, privlačnost tudi za sodoben čas. Prevajanje je nad vse pozorno branje. Vi berete knjigo čisto drugače, kot jo bere povprečen bralec, ali pri tem tudi internet uporabljate? Ja, seveda, za raziskovanje kakšnih stvari, za preverjanje podatkov, tega je ogromno, to ogromno pobere časa, jasno. Ker dejansko je tako, da prevajalec, če se resno loti svojega dela, nazadnje pozna besedilo zelo boljše od avtorja samega, kar je logično, ampak to je predolga tema, da bi se spravili zdaj v to govoriti. Ja, seveda, internet je predragocen, ampak treba ga znati uporabljati, ker postaja precej bolj površen, kot je bil recimo še pred 15 leti. Podatki nam bi bili bolj zanesljivi, niso nujno. Danes moraš bolj iskati,
podatke bolj preverjati, kot nekoč se je živo spomnim. In to ravno zaradi umetne inteligence mogoče, ki vse, kar servira, pa v resnici servira napačne podatke. To sem prav šla preverjati. Ne? Tako da skratka, ja, brez interneta bi šlo zelo počasno, ampak zahteva pa ja, zelo veliko človeške inteligence zraven. Ne, ja. Tudi Karel ga je uporabil kot božji dar. Absolutno, ja. Tista njegova stran je še zmeraj na voljo, spletna stran o evharističnih čudežih. Tako in tudi avtorja nadaljujeta njegovo poslanstvo, evangelizacija preko spletne strani. Torej ni bil zanj samo razvedrilno sredstvo, ampak res prostor za dialog, izmenjavo, širjenje in posredovanje znanja in opozarjanje na medsebojno spoštovanje, ki ga je treba odgovorno uporabljati, torej internet, tako da ne postanemo njegovi služni, kot ste že sami rekli. Pa mogoče takole za konec, najprej vprašanje za vas, dr. Sajovic, kako pa vi vidite vpliv Karlove zgodbe na vesoljno cerkev? Bo res imel tako velik vpliv tudi na neverne, konec koncev, s čim nas vabi s svojim svetništvom, k čemu? Ja, gotovo, če pomislimo, da je tu cerkev v Sloveniji del vesoljne cerkve, Salezijanci smo imeli pred parmi leti oratorij, ki je bil njemu posvečen, in tudi ko mislimo, koliko mladih je doseglo to njegovo pričevanje, življenje. Vem, da so takrat tudi nekateri duhovniki, tudi naši, zaprav tudi dali možnost, kdo živi, da se lahko počasti tudi njegovo relikvijo, da je bilo to zelo navdušujoče. Seveda, pričevanje je zelo preprosto po eni strani, ne? Živeti vero v vsakdanjem življenju. Če hočeš res živeti, rabiš dve stvari. Rabiš studenec in rabiš polje. In ta studenec so zakramenti, ki jih je živel, sveta spoved, sveta maša, redna, zelo redna, celo bi rekel, nadstandard. Ja. In seveda potem polje, kjer je živel to vero, starejši, internet, tile reveži, katerim je pomagal in tako naprej. Ne. Tako da mislim, da je to zelo privlačen in pa oprijemljiv zgled. Ne. To lahko vsak naredi. Kdor ne hoče. Ja, hvala. Danes je, kot smo omenili, tudi Svetovni dan knjige. Predsednik Društva slovenskih pisateljev je poslal krasno okrožnico, poslanico. Če samo nekaj besed mogoče omenim, ne, tako pravi, iztrgam iz njegovega besedila. Kdor bere, je živel tudi pred 5000 in več leti. Bil je prisoten, ko je Kain ubil Abela, lahko bi rekli, bil je zraven zgodbe Romea in Julije, bil je v taboriščih skupaj z Viktorjem Franklom. Ta prostor postaja zbranjem, vsako stranjo večno polje spomina. Knjiga je samo potrjevanje skupnosti, družbe in naroda, je pot do resnice, do njene opredmetenosti, ker jo odtrka iz virtualnega sveta, kjer postane hlapljiva in jo umesti v naš prostor in čas. Tisto, kar je problematično, je pa odnos do knjige in problematizira prav slovenski narod, ki se je utemeljil s knjigo, jezikom, kulturo in poezijo, kar tako radi poudarjamo, pa potem navede kar nekaj stvari, zakaj vse ni tako, kot bi vendarle kljub temu moralo biti, in konča nekako z mislijo: s knjigo se uprimo smrti knjige. Knjiga je največja možnost in priložnost za ponoven zagon človekove človečnosti. Gospa Vesna, kakšna vaša misel o knjigi, o branju, zakaj je vredno, da beremo? Preveč jih je, da bi se zdaj lahko kakršnekoli domislila. Mislim, to je dejansko, ja, to je vpetost v vse človeško izkušnjo. Tako da v najslabšem primeru je knjiga sogovornica, ki reflektira, to je, mislim, ob kateri lahko reflektiraš sam o sebi kot človeku in tako naprej. V najboljšem primeru je seveda mentorca, ki ti odpira, ne vem, svetove, ampak to je, ja, to je konstitutivno sredstvo civilizacije slovenske, pa sploh, ne, mislim.
ki pa ne pozabimo, niso začela šele v 16. stoletju, ampak že z brežinskimi spomeniki. Ne? To je, sicer ne spada ravno v tole tematiko, ampak zanimivo se mi zdi, kako radi to pozabljajo ljudje. Ne? Da dejansko, ja, imamo. Tako da, ja, problem je v tem, da ljudje, ne da bi ne bi hoteli brati. Mislim, da dejansko jim ta navezanost na internet pa na socialna omrežja prav krati in krni zmožnost koncentracije. Ko pa seveda ni nič dokončno usodnega, fatalnega, to se da popraviti, ampak seveda z najbolj zgledom, a ne, z dejanskim branjem. Ja, preveč je vsega, ki bi lahko povedali, tako da raj ne bom nič, bom raj. Ko sprašujem prevajalko in ljubiteljico knjig, ki so prežete z vašim življenjem, ne? Gospod Drago, zakaj je vredno brati knjige? Bom dal kar primer na mojih puncah, ne? Najljubši predmet poleg matematike je slovenščina. Kar je zelo redko v šolah, da imajo otroci radi slovenščino in imajo tudi, to so mi učiteljice rekle na teh sestankih, ko so že roditeljski, odkot imajo tako lepo slovenščino. Pišejo take spise, da so oba z eno ženo čudma, ne? Pa je ona tudi učiteljica, pa marsikaj doživi v šoli, pa vidi, sploh, odkot jim tak bogat slovar, a ne? In to jaz vidim od branja. In one si potem pripovedujejo, kaj preberejo. Na ta način obnavljajo, ali pa nama povejo, a ne? Potem sprašujejo. Recimo te srednje, ko je brala to knjigo, ne? Ki je že zahtevna za 11-letnico, me je vprašala, kaj pa pomeni tajkun. To še ni te besede slišala, ne, pa se je povedala, da je pač tu v tem primeru nek vihar, kaj takega. No, bi rekel, ves čas bogatijo svoj jezik, pa izraz in podobno. Jaz se davnih časov spomnim še pariških, sem nekje prebral, da je Stendhal šel brat potem svoje rokopise, in če je eno besedo na tisti strani ponovil, jo je potem spremenil, ne. Je bogatil jezik in jaz si tudi rečem, to moram delati, ko prevajam. In jaz internet, poleg teh informacij, ves čas imam odprt vse mogoče slovarje, samo zato, da vidim, kje bi bilo boljše najti boljši izraz, bolj ustrezen tistemu tam, štimungu, ne, pa se sam ne spomniš, ne, pa zdaj, hvala Bogu, imamo to vse, slovarjev še in še, pripomočkov, pa tudi etimološki, to imam sploh rad, vrska, to mi veliko pomaga. In potem najdem ustrezen izraz in gledam, da se mi ne ponavlja. Recimo tile imajo v bistvu francoščino, ni ravno ekscelentna, veliko je ponavljanje, pa se da iz konteksta vidiš, da bi lahko uporabil drugo besedo, ne, pa da ohrani tisti štimung. Pa sem tam seveda jaz se trudil, da nisem skozi ponavljal iste besede. Tako da knjiga, ne samo prevajalcev, pa jaz pa tudi seveda otrokom, če berejo, to tako izjemno bogati jezik. Glede, in če imaš ti bogat jezik, to so nove in nove misli, domišljija se lahko razvija. In seveda ti si sposoben potem ustrezno komunicirati s svojim okoljem, ne. Če ne, pa bogi, z 300 besedami, bi rekel, ne izražaš ravno nečesa presežnega. Jaz bi priporočala zelo tudi branje starih prevodov, ravno zaradi tega, ker pravite, bogatenje besednega zaklada, ne. Ko sem bila, jaz sem odraščala v Južni Ameriki, ne. Sama smo imeli eno omejeno zbirko slovenskih avtorjev, in to so bili sami, ne vem, Cankar, ne, pa taki,
pa seveda stari prevodi, recimo Belamija pa tako naprej, ne pa san. In jaz sem se recimo, višnjeve zalepke, ne, kaj pomeni to višnjeve zalepke, ne, ugotoviš, da so modra pisemca bila in tako naprej. Hočem reči, tisti med izredno mi je obogatili jezik v času, ko sem bila najbolj občutljiva dovzetna za to. Ampak naj opozorim na to, ker to tako rada opozarjam, nisem tako težka s tem, ampak slovenščina recimo izgubila predpreteklih. To ni majhna stvar. To je nekaj, česar jaz ne vem, ali obstaja v kakšnem modernem jeziku, vsaj v Evropi, ne. In zato je tudi dobro brati stare, ne samo naše stare avtorje, ampak tudi stare prevode, tudi če obstajajo novi, treba jih je brati zaradi tega, da ne izgubimo organski čut za slovenščino. Ker organsko, jaz čutim, še zmeraj obstaja, vsaj pri marskom, še recimo čut za predpreteklika, ne. Predvsem, da ga ne preganjamo, kot da je nekaj napačnega, tam, kjer funkcionira. Ampak veste, kaj to pomeni? To je dobesedno členjenje časa. To pomeni tudi na sociološki ravni, bi človek rekel marsikaj, da ravno slovenščina to izgubila. Ok, zdaj pa nehala pridigati o tem. Zelo pomembne stvari, prevajalske to tudi pojasni. Žmohtnost jezika, ko beremo vaše prevode, in to so stvari, ki jih pri vas tudi sama opažam in zelo cenim, da pridejo kakšni izrazi, ki jih je mogoče treba celo preveriti, a so še knjižni, ampak bogatijo naš jezik. Krasno. Torej, Karel Acutis je bil tisti, ki se je spoprijel s potrebami svojega časa, ki je v najšibkejših videl Kristusovo obličje in tudi njegovo pričevanje današnjim mladim kaže, da pravo srečo najdemo, če na prvo mesto postavimo Boga, mu služimo v bratih in sestrah, kot je počel sam. To ni novo sporočilo, je staro, je že slišano, zlasti zdaj ob spominu na papeža Frančiška, ki mu prav to temeljno pripisujemo. Kot svetnik naše generacije je Karel svetništva na poseben način pobrisal prah in nam pokazal, da svetost je še vedno aktualna, da je mogoča tudi s sodobnim tempom, tudi s sodobnimi izkušnjavami, tudi z internetom. Boga je prosil, da bi rad bil svetnik in Bog ga je preprosto uslišal. Zato pazimo, kaj si želimo, kar si lahko uresniči in Bog daj, da bi si vsi želeli biti čim bolj podobni. Tudi Karlo, čim bolj svetniški. In gotovo tudi ni naključje, da se je papež Frančišek poslovil na naše vesele aleluje, da tudi v tem vidimo lepo sporočilo zapuščine, ki jo pušča za seboj. Naj bo blagoslovljen teden velikih skrivnosti, ki so še zmeraj tudi po veliki noči pred nami. Lepa hvala vsem. Hvala.